Gledate oddajo Klepet ob kavi. Drage gledalke in gledalci, dobrodošli v Klepetu ob kavi, v katerem se spet dotikamo zelo zahtevne teme, boleče teme, skorajda za vsakogar od nas. To je še vedno preveliko število smrtnih žrtev zaradi rakavih obolenj. In kako zelo se lahko spremeni naše življenje, ve skorajda vsakdo od nas. Ampak danes spet ponujamo upanje, možnosti, ki jih odpira naša gostja, Marija Ana Kolman. Dobrodošla, Ana. Dotaknili se bova pravzaprav kar čudeža, ki mu rečemo ruski čudež. Ja, Rusi res čago, o kateri bova govorili danes, imenujejo kar ruski čudež. Ampak to, veš, danes na spletu najdeš marsikaj in seveda ta bombastičen naziv ruski čudež in potem v nadaljevanju čaga, marsikoga seveda pritegne, predvsem pa se izrablja kot marketinška aktivnost, zato da ljudje pa kupujejo čago, ker dela čudeže. Redko kdo pa ve, kako zelo pomembno je poznati tudi njeno delovanje, kako pomembno je uporabljati pravo čago, torej resnično pravo, in tudi receptura, tudi kombinacija kromagenega in rjavega dela čage, način uporabe, doziranje in tako dalje, vse to je zelo pomembno. Torej, na vrat na nos, če vemo, da je nekaj dobro, da nas po intuiciji prepriča, še ni dovolj. Se je vendarle treba malo poglobiti in zato bova odstrli zgodbe za to čago, tiste prave zgodbe zdravnika. Doktor Maslenikov, ki je tudi patentiral to čago. No, in ta zgodba nas zdaj najbolj zanima. Kako je sploh prišel do nje, kako mu je uspelo? Leta in leta je proučeval učinek delovanja čage pri svojih bolnikih. Zgodba doktor Maslenikova morda sploh ne bi prišla v javnost, če ne bi bil eden njegovih bolnikov, pacientov, kasnejši Nobelov nagrajenec Aleksandr Solženicin, ki je, veš, zanimivo, Solženicin je pač, ko je bil v izgnanstvu in v Taškentu, v bolnici, kot onkološki bolnik, je v čakalnici poslušal pogovor dveh bolnic, ki sta tudi čakali na pregled, in je slišal, da se pogovarjata, ena ženica je svetovala drugi, naj piše doktor Maslenikovu in ji bo poslal recepturo za čago in se bo pozdravila. In seveda, glavni junak Solženicinovega romana Rakov oddelek Kostogalotov je pravzaprav Solženicin, ker on sam je zbolel za rakom, tako. Pravzaprav gre za avtobiografski roman, ampak kakorkoli že. Solženicin je resnično pisal Maslenikovu in v zelo kratkem času je dobil tudi odgovor, recepturo, navodila, kakšno čago naj uporablja, kolikokrat, v kakšni koncentraciji in tako naprej. In seveda znano je tudi iz Solženicinove biografije, v 2 letih se je pozdravil, poglej, Solženicin je potem živel, mislim, da je bil takrat star okrog 35 let, živel je 90 let in ni umrl zaradi raka, ampak zaradi odpovedi srca. In poglej, kaj sem jaz prinesla. To je tako zanimivo. Saj vem, da ne moreš brati, ampak pismo. Ja. Pismo. Torej, Marija, receptura, na star pisalni stroj napisano, in Solženicin je vsem svojim pismom, ko je pošiljal prijateljem, založnikom in tako naprej, prilagal recepturo za čago. Celo ko je živel v Ameriki, v Vermontu, je od tam pošiljal recepturo, ki mu je dal doktor Maslenikov. Božji dež imam. Marija, Ana, mogoče je smiselno, da postaviva zdaj to zgodbo še v prejšnje stoletje, v Stalinov čas, za dodatno razumevanje. Torej gre za izjemnega avtorja, ki je bil preganjan v Stalinovem režimu, pristal
v bolnišnici kot onkološki bolnik, je bilo to pred odhodom v Ameriko, oziroma njemu so prepovedali pisanje, torej hude čustvene stiske je vredno omeniti. On je šel skozi hude travme, v tistih časih preganjan kot avtor in kljub temu s pomočjo resnično narave. Tako, s pomočjo narave je pa vendar je prišlo do čudeža in mogoče mu je tudi pomagalo, da je vse to zlil na papir, ampak v 2 letih, 4. štadij. Koliko je sploh takih zgodb? No, ta je res ogromno, ogromno. Poglej, kot zanimivost. Doktor Maslenikov je zapustil ogromen arhiv. Anamnezo z bolniki, študije, posamezne bolezni, ne le onkološke, tudi ostale kronične in akutne bolezni. In doktor Maslenikov je živel od 1887 do 1967. Rojen je bil 21. junija, kot moja mama. Ljudje, ki so rojeni na poletni solstici, so prav posebni. No, in ta arhiv Maslenikova kot zdravnika in njegova hči Marija Sergejevna zbrala in leta 1997 so v mestu Aleksandrov, kjer je doktor Maslenikov služboval, odprli muzej Maslenikova, zdravnika. In leta 2001 so ta muzej obiskali japonski znanstveniki, strokovnjaki, farmacevti, zdravniki, ker so se zelo zanimali za zapuščino doktor Maslenikova. In leto kasneje je na Japonskem išla monografija o čagi in o doktor Maslenikovu. Ampak zanimivo, doktor Maslenikov je pravzaprav začel raziskovati učinek čage pri onkoloških, predvsem pri onkoloških bolnikih, zaradi situacije, ki takrat nastala v Rusiji. Namreč v medicinski strokovni literaturi so se že začeli pojavljati članki, zapisi o vedno večjem številu raka v Rusiji. In Maslenikov v svojem malem okrožju, to je malo mesto Aleksandrov v Rusiji, se je pa kot okrajne, gubernija je to, zdravnik v tej guberniji soočal z dejstvom, da v njegovi guberniji pravzaprav onkoloških bolnikov ni. In zakaj? V čem je zdaj tle razlog? Ljudje živijo v revščini, pravzaprav ne živijo nič drugače kot ljudje v drugih koncih Rusije. No, kasneje se je izkazalo, da tudi druga področja v Rusiji so specifična po tem, da ni onkoloških bolnikov. Ampak zakaj je pa pravzaprav iz opazovanja, iz razmišljanja in analiz ugotovil doktor Maslenikov? To okrožje je tako revno, da si ljudje niso mogli privoščiti ne čajev, ne vem kakšne hrane, kaj šele kakšnih prehranskih dopolnil, in so si čaj kuhali iz čage, torej ulesenele gobe, ki parazitira breze, in so ves življenje pili ta čaj. In Maslenikov je potem rekel, ti ljudje sploh ne vedo, da so mogoče kdaj v življenju imeli raka, zato ker so ga s tem neprestanim pitjem čaginega čaja pravzaprav pozdravili samodejno. In ko je on ugotovil, pa pri bolnikih, ki so imeli kakšne težje bolezni, kronične, tudi onkološke, in so prihajali k njemu z vse Rusije, menda iz zgodovinskih zapisov, ki jih hranijo v tem muzeju, je bila od železniške postaje v Aleksandrovu do hiše, v kateri je živel doktor Maslenikov, kolona ljudi, ki so čakali na posvet, na pregled pri doktor Maslenikovu. In takratni sovjetski režim za časa Stalina ga ni preganjal. On namreč tega ni delal niti ne zaradi zavajanja ljudi, niti ne zaradi zaslužka, ampak po svoji tisti pravi zdravniški etiki, da pomaga ljudem. In seveda nešteto dokumentiranih zdravniško kartoteko dokazanih ozdravitev
raka v stadiju 3 ali 4 je bilo pravzaprav tisto, kar je Maslenikova potem spodbudilo, da je leta 1950 na takratno rusko ministrstvo za zdravje vložil patent za čago. Čez 8 let je dobil patent. Verjetno rastline ne moreš patentirati, ne? Je to mogoče Receptura. Recepturo? Ta Se receptura. pravi, je pomembno, ni samo rastlinca oziroma, ja, receptura. To je to pismo, verjetno, Ja, ne? no, namreč pomembno pri tem je, da je, poglej, pravzaprav on je brez kemijskih, farmakoloških analiz iz izkušnje, torej eksperimentalno, ugotovil, da je pri čagi pomembno, kateri del uporabljaš, Ja. v kakšnem razmerju, kakšno količino in tako naprej. Jaz, ko sem brala malo dokumente, tudi starejše zapise o čagi, ne, ker recimo zanimivo, prvi strokovni članek o zdravilnosti čage je izšel že leta 1858 v moskovskem zdravniškem časopisu. Takrat je doktor Semjon Aleksejevič Smirnov prišel nekako do podobnih ugotovitev na področju, kjer je on bil zdravnik, to je tam nedaleč od Sankt Peterburga, da tudi ni onkoloških bolnikov toliko, kot se sicer že pojavlja v svetu, in pisal je o čagi. In izpostavil problem, da bolniki zdravnikom povedo, da pijejo, jemljejo, jejo, karkoli delajo s čago, ampak ni pa neke enotne recepture in zdravniki nimajo dovolj informacij o tem, kako čago uživati. V isti reviji moskovskega medicinskega časopisa je pa takratna avtoriteta na področju medicine, doktor Lapin, pisal o tem, da to pa čaga pa res ni zdravilna. In je v bistvu prevagal, ne, ta članek in je skoraj za 100 let čaga izginila iz strokovne medicinske literature in tudi iz znanstvenega proučevanja. Šele po letu 1958, torej po tem, ko je ruska medicina začela, oziroma ko je Ministrstvo za zdravje doktor Maslenikovu podelilo patent za njegovo recepturo, je čago pričela raziskovati tudi znanost. In takrat Leningradski inštitut doktor Komarova je čago analiziral v nulo. In kmalu potem, od 1959 do 1962, so ugotovili, kaj je pravzaprav v čagi tisto, kar deluje kot zdravilo. In kmalu potem je ruska je bila čaga tudi vključena že v rusko farmakopejo, kmalu potem je pa ruska farmacija že dala ven befungin. Čeprav je Maslenikov s svojimi, tudi v anamnezah z bolniki je to evidentno dokazal, da tiste snovi v čagi, ki so zdravilne, ki imajo protitumorski učinek, niso topne v alkoholu. Ampak ne, to ni pomembno. Zdaj še povejva, kaj je befungin. Befungin je uradno registrirano zdravilo v Rusiji, čaga v alkoholni tinkturi, no, enostavno povedano. Sicer pa ta inštitut Komarova, ruski inštitut, ko je analiziral čago, je ugotovil, da ima čaga edinstven polifenolni kromageni kompleks sestavin. In sicer dejansko, jaz ko sem gledala analizo vsebnosti čage, ne, poglej, skoraj vsi mikro in makroelementi, melanin, betulinska kislina, flavonoidi, med njimi predvsem kvercetin, za katerega znanost že pravzaprav je že zdavnaj dokazala, ampak zdaj tudi farmacija uporablja
sintetiziran kvercetin kot zdravilo proti raku, potem so terpeni, potem različne organske kisline in tako naprej. Ampak poglej, Maslenikov ni imel še laboratorijskih analiz, da bi kot, ne vem, biokemik ugotovil, katere snovi so v tej čudežni gobi, ampak empirično je ugotovil, ko je spremljal potek zdravljenja pri bolnikih z različnimi oblikami in stadijami onkoloških bolezni ali malignih bolezni. In v tej recepturi je posebej poudaril, kako pomembno je, da se pri čagi uporabi ta kromageni del, črn. Poglej, ta rjavi del, vsebuje predvsem polisaharide, to pomeni škrob, sladkor, celulozo in tako naprej. Vidiš občutna razlika. Črn del je pa popolnoma drugačen. In črni del predstavlja v večini receptur, ki jih je glede na različne bolezni pač Maslenikov z izkušnjami pridobil, 2/3 črnega dela mora biti v pripravku, da ima ta protitumorsko delovanje. Ker zanimivo je. Meni se zdi zanimivo, da bi verjetno laik ravno to črno odstranil, če bi se že lotil čaja, ne? To so res te... Viš kaj, jaz sem opazila, to imaš prav, to je zelo trdo in tudi mletje. Jaz recimo sama uporabljam kar tako čago, ko si jo prinesem. Ampak jo moram zmleti na uni mesarobki, po rusko, ne vem, kot to uni. A veš, tista stara mašina, ko smo včasih meso pa v cirke, pa tudi zadeve mleli, taka lita. Težko gre, a veš, to se težko melje. Ta je mehak, ne? In zato tudi večina čag, ki je na trgu, čaginih čajev in ne vem, raznih pripravkov, enostavno zmeljajo gobo in mnogokrat celo odstranijo to, kar se težje melje, ne? Ali pa ohranijo samo malo. Ampak in zato je tudi temu primerna cena, ne? Ker recimo običajni čagin čaj v Rusiji stane 2-3 evre, ne? Če pa uporabiš samo seveda kromageni, ta polifenolni del, je pa tega občutno manj, ne. To je ta čudež, ne. Marija, Ana, to so res fantastične zgodbe. In zdaj za konec najinega klepeta, ki ga bo zagotovo treba kdaj še ponoviti, ker ta čaga je ena najbolj zanimivih. Zagotovo gob na tem planetu. Tudi medicini, veš. In tudi farmaciji vedno bolj. Zdaj, da zaključiva v tej zadnji minutki, v kolikšni meri je zdaj recimo ena duša, ki se rodi v hudo zgodbo, kot avtor, kot preganjan pisatelj, ki se je potem lahko po dolgih letih vrnil nazaj v Rusijo, spisal še svoje zadnje besede in doživel 90 let po 4. stadiju raka. V kolikšni meri je Solženicin pripomogel k temu, da se je beseda o tem izjemnem zdravniku Maslenovu tako razširila po Rusiji? Jaz sem prebrala mnogo intervjujev in tudi en zanimiv zapis, ko je bil odprt muzej dr. Maslenikova v Aleksandrovu, je bil seveda povabljen Solženicin, ne. In kako hvaležen, zahvalen je nekaj rusko, ne. Hvaležen je bil Solženicin dr. Maslenikovu, ne. To je, ampak poglej, dr. Maslenikov je bil zelo skromen človek, ne. In pravzaprav ni želel tega, da bi bil slaven zaradi dejstva, da je pomagal, da je pozdravil na tisoče in tisoče ljudi. Ampak poglej, iz hvaležnosti menda na njegovem grobu rastejo 4 breze, nisem bila še tam, ki so se zasadile same od sebe. Joj, Marija, no to so zgodbe srca, duše, upanja, zdravja za vse nas. Drage gledalke in gledalci, zagotovo še kdaj nadaljujemo, vam povemo še kaj več. Tokrat pa morda tudi povabilo k branju. Ruski avtorji, včasih zahtevni, a vendarle so to zgodbe, ki nam res lahko spremenijo celično strukturo, dajo upanje, da je tudi v Sloveniji možnost, da se poslužimo nečesa morda drugačnega. Hvala za pozornost.